Spoštovane gospe in gospodje, poslanke, poslanci, svetniki, seniorji, seniorke, vztrajnice, vztrajniki in vsi prijatelji, ki v srcu nosite Slovenijo. Danes smo se zbrali, tako kot lansko leto, na slovesnosti s prižigom svečk v spomin na resničnega očeta slovenske države, dr. Jožeta Pučnika, ki je bil velik domoljub, zato tudi politični disident, zapornik v prejšnjem komunističnem režimu, intelektualec, demokrat in humanist, ki je umrl v starosti 70 let 11. januarja 2003. leta. V naši zgodovini bodo ostale za vmekomaj zapisane njegove iskrene besede navdušenja ob uspelem plebiscitu. Jugoslavije ni več, zdaj gre za Slovenijo. Minuto molka posvetimo našemu edinemu očetu države Slovenije. Slava njegovemu spominu in naj mu je lahka domača zemlja, za katero se je boril, jo izboril in v kateri počiva. Predajam besedo slavnostni govornici, zgodovinarki in direktorici Študijskega centra za narodno spravo, gospe dr. Andreji Valič. Spoštovani gospe in gospodje, drage vztrajnice, vztrajniki, dragi seniorke in seniori Slovenske demokratske stranke, dragi prijatelji, res mi je čast, da lahko danes spregovorim na tem spominskem dogodku in še posebej se zahvaljujem gospe dr. Bojani Kos, s katero smo imeli kar nekaj pogovorov in res sem vesela, da lahko danes tukaj pred vami stojim in nekaj misli delim z vami. Smo pred hramom slovenske demokracije in menim, da je to pravzaprav edini pravi kraj, da počastimo spomin na obletnico smrti očeta slovenske države, dr. Jožeta Pučnika. Dr. Jože Pučnik je bil velik demokrat in pravzaprav vse njegovo življenje izkazuje ta boj za demokracijo, za politično kulturo, za samostojno, suvereno, svobodno Slovenijo. Kot veste, pred dobrim letom, pol drugim letom nekje, je bil v Evropskem parlamentu je bila odprta nova konferenčna dvorana, poimenovana po dr. Jožetu Pučniku. To je za nas Slovence in Slovenke seveda velika čast, kajti uvrščen je bil med velikane evropske politične zgodovine, na isto recimo polico, kot so Robert Schuman, potem recimo Konrad Adenauer, De Gasperi in drugi. To so res velikanska imena, izjemno pomembna, ampak glejte, prav nihče od njih nima take ali pa primerljive življenjske zgodbe, kot jo ima ravno naš Jože Pučnik. Vemo, da je bil pravzaprav upornik že v rani mladosti, da so ga v gimnazijskih letih že preganjali zaradi svobodomiselstva, zaradi uporništva, da je bil izključen iz gimnazije in da je potem imel velike težave tudi v času študija. Potem je bil zaprt, obsojen, spet zaradi svobodomiselne besede in kot sodba pravi, zaradi sovražnega delovanja proti takratni komunistični oblasti. Preživel je 9 let v zaporu, 9 let življenja so mu ukradli. V tem času si je tudi ustvaril družino, kakor je bilo pač mogoče, in po amnestiji dela zanj ni bilo in razmere so ga primorale, prisilile, da je zapustil domovino in iskal potem svojo eksistenco in eksistenco svoje družine v tujini. In tam je ponovno s to svojo izjemno življenjsko energijo si ustvaril, bom rekla, mesto,
v družbi, diplomiral. Vemo, da mu Ljubljanska univerza ni hotela izdati potrdila o diplomi, torej ponovno diplomiral, doktoriral in si ustvaril akademsko kariero na severu Nemčije. Potem pa v času slovenske politične pomladi se je prostovoljno vrnil nazaj v domovino in, kot sem že dejala, postal glavni akter tistih demokratičnih procesov in pa slovenske osamosvojitve. Dr. Jože Pučnik je bil človek velikih zgodovinskih odločitev. Veliko jih poznamo. Jaz bi pa želela v tem mojem kratkem nagovoru tudi glede na to, da prihajam iz Študijskega centra za narodno spravo, izpostaviti mislim, da enega najpomembnejših pa najpogumnejših poskusov soočanja Slovencev z lastno temno stranjo Meseca, z lastno totalitarno preteklostjo. Se vemo, da smo bili Slovenke in Slovenci žrtve 3 totalitarnih režimov v prejšnjem stoletju. Dr. Jože Pučnik je vodil parlamentarno komisijo v mandatu parlamenta, pred katerim stojimo, v letih 92 do 96, tako imenovana Pučnikova parlamentarna komisija, ki se je ukvarjala z povojnimi, takrat so še dejali, poboji. Mi zdaj govorimo o množičnih umorih, ker to so bili umori brez sojenja. In v tistem času je ta komisija, ki je bila sestavljena tako iz levega, kot bom rekla, desnega pola, če uporabljam te izraze slovenske politike, izvršila ogromno delo in to predvsem po zaslugi dr. Pučnika, ki je delo te komisije usmerjal, vodil in spet, kot sem že prej dejala, pri tistih pomembnih zgodovinskih odločitvah v času slovenske politične pomladi tudi porival naprej nekatere zadeve. In tako je recimo znano, da je že leta 1993 nekdo dr. Pučniku pisal o križevem potu, ki so ga doživljali ljudje, ko so jih gnali v hudo jamo. Torej, te stvari so znane, ampak glejte, zapisane so v dokumentih, v papirjih te komisije, ki niso javno dostopni. Inštitut dr. Jožeta Pučnika je leta 2010 izdal knjigo na temelju nekaterih dokumentov, nekaterih pričevanj, ki so jih uspeli pridobiti, ampak veliko je pa še spravljenega v tej stavbi tukaj za nami in čaka na to, da bojo ti dokumenti ugledali svetlo in da bodo objavljeni in da bomo videli dejansko, kaj vse je ta komisija naredila. To je izjemno pomembno delo in raziskovalci Študijskega centra za narodno spravo smo dejansko imeli ta privilegij, da smo tudi dobili dostop do nekaterih dokumentov, ne pa do vseh. Žal ne. Zaradi zakonskih, zaradi pravnih omejitev. Torej nas veliko dela pravzaprav še čaka. Kot sem dejala, dr. Pučnik je bil človek zgodovinskih odločitev, resnicoljuben, pokončen, analitičen, pogumen in v svojem delovanju seveda je veliko razmišljal tudi o tem, zakaj pravzaprav se Slovenci na nek način ne moremo spraviti s svojo temno preteklostjo. Zlasti levi pol slovenske politike ne sprejme in ne prenese zgodovinske resnice. In prišel je do spoznanja, da pravzaprav ljudje, ki živijo desetletja in desetletja v totalitarnih režimih, pravzaprav imajo na nek način poškodovane mentalitete. On je ta izraz uporabil, na nek način ga iznašal, bi lahko rekli. Gre za ljudi, ki zaradi načina delovanja totalitarnega režima, zaradi vse mogočne vojske, policije, vseh pritiskov, ki jih ljudje doživljajo v vsakodnevnem življenju, pravzaprav izgubijo svojo avtonomnost in samostojnost, postanejo kot neke sorte otroci in rabijo vodstvo teh totalitarnih oblasti, da jim pove, kaj je prav in kaj je narobe. In ravno takšen način delovanja je Pučnik opažal na Slovenskem, ko je opažal premalo poguma med ljudmi, premalo te, bom rekla, politične pokončnosti in pravzaprav tudi je rekel, da dizidentov ni več. Torej ljudi, ki bi znali stopiti pred množico in povedati svoje stališče. In zato je prav, da smo mi danes tukaj, da pravzaprav govorimo o Pučniku.
da beremo njegova dela, jaz to vedno na vsakem koraku poudarjam. V njegovih delih boste našli mnogo odgovorov tudi na dileme današnjega časa. Teh pa, kot vemo, je veliko. Živimo v težkih časih, ogromno je problemov, ne samo pri nas na Slovenskem, kjer seveda pred 30 leti nismo niti mislili, kako bo, ne. Smo si želeli res neko državo po vzoru Švice, smo takrat govorili, a ne. Dobili smo pa bolj kot ne državo po vzoru nekih, bom rekla, despotičnih balkanskih držav. In veliko je problemov tudi v Evropi, v svetu, vsakodnevno jih spremljamo in seveda nam ni lahko. Ampak gledajte, tudi Pučniku ni bilo lahko, ni mu bilo lahko. Tudi on je bil velikokrat pred dilemami in še enkrat pravim, ozrimo se v njegovo dediščino, ozrimo se v njegove misli, v njegova dela. Hvala lepa še enkrat za vašo pozornost in prepričana sem, da bomo presegli te temne plati slovenskega vsakdana. Ne bo lahko, bo trpko, bo težko, ampak mi smo vztrajni. Slava Pučniku, slava njegovemu spominu. Dragi srčni prijatelji slovenske pomladi in slovenske države, kam je letelo vse hrepenenje? Mislim, da je to vprašanje, ki ga danes molče in boleče najpogosteje postavljamo vsi, ki nam je šlo in ki nam še gre za Slovenijo. Kakor je rekel veliki mož slovenske pomladi, dr. Jože Pučnik, ki ga v tej zimi tukaj spoštljivo in hvaležno, ki se ga tu hvaležno in spoštljivo spominjamo in ki ga upravičeno imenujemo za očeta slovenske države. In tako bi se verjetno spraševal tudi sam. Kam je letelo vse hrepenenje? Komu je bila darovana najboljša moč srca in razuma? Odkot je vrela, kam se je vračala vsa radost in bolest? Resnično, domovina, nisem te ljubil kakor cmerav otrok, ki se drži matere za krilo, tudi te nisem ljubil kakor solzno meškovni vzdihovalec, ki ti kadi v lica sladke dišave, da te skele uboge oči. Ljubil sem te s poznanjem. Videl sem te vso. V nadlogah in v grehih, v sramoti in v zmotah, v ponižanju in v bridkosti. Zato sem žalostjo in srdom v srcu ljubil tvojo oskrunjeno lepoto, ljubil jo 100-krat više in 100-krat globje od vseh tvojih trubadurjev. Moje delo je knjiga ljubezni. Odpri jo, domovina, da boš videla, kdo ti je pravičen sin. Dal sem ti, kar sem imel. Če je bilo veliko ali malo, Bog je delil, Bog razsodi. Dal sem ti svoje srce in svoj razum, dal sem ti svojo fantazijo in svojo besedo. Dal sem ti svoje življenje. Kaj bi ti še dal? Ivan Cankar. V najlepših krajih živim. Tu sonce sije najtopleje, piha najtoplejši veter.
seno najlepše diši in vode v teku ustvarjajo najlepše glasove. In tu si ti, smo mi, tu je naš dom. In odgovornost do te zemlje, naše, do naših ljudi. Tu se zgodi vse pomembno. Tu se vsak dan posebej živi. Vsak dan na novo rodi. Ni lahko, če imaš poslanstvo. Veliko se pričakuje od tebe, veliko se zahteva. Pričakuješ in zahtevaš tudi sam. Ni težko, ker si poslan, ker moraš, ker znaš, ker zmoreš. Četudi se morda zdi najtežja naloga v življenju. Saj veš, take naloge so posebne, enkratne. Ne samo zate, za tvoje, za nas vse. Nisem imela očal gor. Pirkovičeva. Bil je čas, čas, ki je moral iz sence, ker se mu je iztekel čas. Bil je čas za nov čas, ker ta pred njim obsojen je bil na poraz. In stari čas umolknil še ni, ker bi saj malo premogel vesti. Ni res, da se stopijo v čas domovini zato, da bi s cvetjem poslal. Sestop je bil njega obstanek edini, morda se je tudi Romunija zbal. In prišel je nov čas, prišel je na glas, ker starega povozil je čas. Pesem, ki jo je Pirkovič posvetil dr. Jožetu Pučniku. On si je upal in trnil navzlic, ga notranji klic pognal je državo graditi. On si je upal in ni spraševal, ali je čas ta prav, da končno presekamo nit. Nit s prejšnjo državo, ko zvezda zastavo krasila rdeča, ki mnogim nesreča in žalostna slika bila je velika. A on si je upal. Po mizi je udaril, dovolj je zaupil, saj narod slovenski ne bo dovolil, da bi še naprej teptali mu sanje. In ker brezmejno v upavjevanje je naroda hčere pognal in sinove in z njimi odklenili so temne okove. Ko svoje postoril je, zdi se prerano, od niti odločanja vzel je slovo, vendar največji, kar dobro je znano, tlekujejo pot in dalje gredo. Zdaj pa to, kar nas čaka, slovenska pomlad. Lepa je zima kot pravljica snežna, boža poletje pretvonja livat, pisanih barv jesen je deležna, a najbolj očara slovenska pomlad. Ta nam na novo je upanje vlila, šla skozi viharje nabrušenih kos, vetru sprememb je razširila krila in izklesala brezmejni ponos. Pomlad ne zamuja, pomlad vedno pride. Ko čakaš nestrpno odprtih je rok, počakat se splača, sej več ne odide, po svetlih poteh njen odpeljete tok. In ta tok naj bo deroč in naj ne omaga, ker sad je poguma in upanja sad. Predraga je cena bila, predraga, zato verjemimo v slovensko pomlad.